Lepo pozdravljeni. Meni je žal, da danes nismo mogli te prireditve organizirati v našem atriju, česar smo se zelo veselili, ker bi bil to otvoritveni dogodek v atriju Slovenske matice, kjer imamo tudi ciklus dogodkov Matica pod zvezdami. Ampak zaradi tega nestalnega vremena smo se odločili, da bomo pač vendarle raje v naši lepi dvorani. Ampak kljub vsemu bi danes še prav posebej rada lepo pozdravila našo mlado moč, člane in članice Kluba mladih, ki je bil ustanovljen leta 2019, danes pa šteje že kar 75 članov. Tako da to pa že ni več malo. In zelo me veseli, da se ta številka veča, ker si v Matici v prihodnje želimo bolj dejavno vključiti mlade v svoje delovanje, v svoje dejavnosti. Prepričana pa sem, da bo to naše sodelovanje plodno in uspešno in da bo obogatilo tako vas, naše mlade članice in člane, kot tudi nas. Pa seveda pri tem ne mislim na 40% popust, ki ga boste odslej imeli pri nakupu naših knjig, ampak seveda mislim na duhovno bogatstvo, ki ga bomo skupaj gradili in ohranjali z medsebojnim sodelovanjem. S svojimi svežimi idejami in svojim mladostnim zagonom ste letos že drugič se odzvali našemu vabilu in ste se v lepem številu odzvali na natečaj, ki ga je Matica organizirala že drugič, tokrat na temo ljubezni. In natečaj, ki ga bomo seveda podrobneje predstavili danes. Jaz bi se samo rada prav lepo zahvalila vsem 33 udeležencem natečaja, vsem, ki ste poslali svoje eseje in vam zaželela veliko uspeha še v prihodnje in sporočila, da se pač zelo na Matici veselimo nadaljnega uspešnega sodelovanja z vami. Tako da se vam zahvaljujem. Zdaj pa bi samo še nekaj besed o programu. Glasbeni program bo izvajala skupina Kapela Karniola na temo pesmi, recimo pesmi ljubezni, iz prehoda pozne renesanse v barok. Tako da bi jih zdaj najprej prosila za prvo skladbo, potem pa nadaljujemo. Io
k upravnemu nagovoru vabim najprej predsednika Slovenske matice, dr. Aleša Gabriča. Sledil bo pozdravni nagovor dr. Edvarda Kovača, ki je predsednik komisije na tem natečaju. Potem nagovor dr. Gašperja Pirca, ki je predsednik Slovenskega filozofskega društva, ki je bil soorganizator tega natečaja. In gospo Elviro Medved, predstavnico Krke, ki je bila generalna pokroviteljica natečaja. Tako da prosim najprej predsednika za nekaj besed. Dober dan. Najlepše pozdravljeni vsi v tej dvorani Slovenske matice, tisti, ki ste bili tukaj že večkrat in tisti, ki ste tukaj danes prvič v upanju, da niste tudi zadnjič. Torej, Slovenska matica, za tiste, ki jo ne poznate, ustanovljena 1864. leta, je dolga leta skrbela za slovensko literaturo in znanstveno literaturo, še včasih, še preden smo dobili univerzo in akademijo. Ena njenih ali pa naših najstarejših dejavnosti je seveda tudi na področju filozofije. Filozofska knjižnica in nekaj kasneje spočeta slovenska filozofska misel so seveda tisti dve zbirki, ki imata v našem programu med najdaljšimi tradicijami sta in največjimi težami in so leta, bom rekel, nekakšen železni repertoar vsakoletne produkcije. Filozofski odsek je dolga leta vodil naš priznani akademik Tine Hribar, no sedaj ga vodi Marko Uršič, ki ga prav tako lepo pozdravljam v publiki, ki ga vidim o samem natečaju, s katerim smo začeli pa lani prvič in je bil tako uspešen, da smo rekli, torej ne bomo s filozofom zdaj tega nekakor odvzemali, ampak je prav lepo, da se nekdo drug namesto tebe s tem ukvarja, torej in bomo to naprej še prepuščali v delo. In seveda najlepša hvala komisiji in njenemu predsedniku Edvardu Kovaču, tudi članu našega upravnega odbora, za to zavzetno delo, ki je že lani dalo primerne rezultate in ne dvomim, da bo tako tudi v bodoče. Sedaj pa, da se držim tiste devize, da je najboljši govor tisti, kjer je zelo kratka razdalja med spoštovanji, pa najlepša hvala. Bi se še na koncu zahvalil našemu sponzorju, Tovarni zdravil Krka, ki je prevzela sponzorstvo nad to prireditvijo. Torej, Slovenska matica je še vedno in upamo, da še dolgo bo društvo, kar pomeni, da moramo vsak tovrsten projekt enostavno tudi nekako pokriti. In zelo veseli smo, kadar kulturne ustanove najdejo tako tesno povezavo, kot je bilo v tem primeru najdena Tovarna zdravil Krka. Najlepša hvala. Vsem skupaj torej zahvala za sodelovanje, zahvala za to, da ste danes tukaj in ne bo že kar za bodoče zahvala, da se še večkrat vidimo. Hvala. Spoštovani gospod predsednik, bi pa hvala za vaše tople pozdravne besede, ki so hkrati spodbuda. Spoštovani tukaj navzoči, naj samo omenim, da tukaj med nami pozdravljamo tudi predsednico Društva univerzitetnih žensk. Smo veseli tudi ostalih visokih gostov, posebno, da je med nami zopet se vrača k nam tajnik in urednik oziroma urednica Slovenske matice. Tako se čutimo zopet popolnosti mislečih in ustvarjajočih ljudi. Predvsem pa lepo zdrav vam mladim ustvarjalcem. Zelo zanimivo je, da se je kulturni odsek odločil za filozofske eseje, ne za filozofsko razpravo. Kajti esej omogoča povratek filozofije k njenemu začetku. Da tiste temeljne teme zopet na nov način poizkušamo izraziti in tukaj je privilegirana mlada duša, mlado iskrivo srce, ki si upa marsikaj čisto na novo povedati. In tako smo tudi mi letos bili navdušeni in tudi letos je prišlo 33 prijav oziroma
izdelkov in smo bili potem nekoliko zagati izbrati ta prave, ampak kot pravim, bili smo veseli takšnega lepega odmeva, da smo mi dežela, kjer mladi mislijo, razmišljajo in smo veseli, da je Slovenska matica tisti privilegiran prostor, kjer žubori duh, ker se mlade misli iskrijo. Lahko bi rekli, da v teh esejih smo bili veseli žirija in tukaj se zahvaljujem tukaj navzočemu gospodu Gašperju Pircu, ki je tudi član žirije, žal je Nešček iz Trsta, imel druge obveznosti, na konferenco ni mogel priti, ampak tukaj je bila radost naše komisije ta, da ko smo govorili, smo že imeli mini simpozij o filozofiji, skratka, mladi, ki ste tukaj navzoči, ki smo vas izbrali, vedite, da ste tudi v nas prebujali misel, debato in moram posnemati svojega predsednika, biti kratek. Gospe Elviri Merle sem povedal, da je pač tema ljubezen in ljubezen je od nekdaj že bila najboljše zdravilo. Se pravi, ker samo po sebi umevno, da ste bili naš sponzor, ampak ne moramo reči, da je filozofija vedno zdravilo, ampak lahko pa rečemo, da ta poezijo, ideal, konzolacijo filozofije, da je naša tolažnica in v vseh tistih črnogledih ljudeh nad mladino so bili vaši eseji, dragi mladi navzoči, za našo željo velika tolažba, pa tudi upanje in veselje. In upamo, da že to drugo leto naznanja, bomo rekli, tisti novi dolg, miselni dolg, tudi v Sloveniji, ki ga porobljeva Slovenska matica. Hvala lepa, da ste prišli. Sedaj pa prosim svojega mladega kolega, da v imenu Filozofskega društva, ki je soorganizator naše prireditve, za nekaj besed. Vedno pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem zelo vesel vedno, ko se vračam tukaj na ta oder. Prosto tudi zaradi tega, ker pred nekaj leti, zdaj že kar nekaj let, leta 2019, ko sem takrat še nekako še med mojim doktoratom, ko sem še bil nekako na začetku, da to je ena prvih priložnosti, da se tudi sam predstavljam točno na tem odru. To je bil eden prvih dogodkov, ki smo ga organizirali v sodelovanju Slovensko filozofsko društvo in Slovenska matica. In to je bil dogodek mesto etike v družbi. Zdaj sem ena taka zelo relevantna tema in meni se je zdel, da je cel dogodek precej odmeval. Jaz se spomnim, bil sem moderator in jaz sem bil takrat kar presenečen. Toliko ljudi je bilo, koliko zanimanja je bilo potem, zanimanja javnosti. In takrat se je začelo neko zelo plodno sodelovanje, ki traje še zdaj in jaz sem navdušen, da traje še zdaj, da v novi izvedbi imamo spet možnost, da spet lahko pozdravimo. In tokrat je naloga res malo lažja, ker lani smo nekako, da smo se odločali o tem konceptu, smo ga naredili kar na hitro, nismo vedeli, kaj bo priznam, lani nismo imeli ideja, bo prišlo kakšen esej, bo prišlo 10, bo prišlo 25, potem je prišlo še več. In leto se je zgodba ponovila. In to kaže na to, da smo res si zadali, da pravzaprav ne samo, da smo si zadali, da smo pravzaprav poskušali tudi teme, ki so zanimive, pomembne, da smo nekako uspeli privabiti tudi mlade pisce, kar se mi zdi res izredno pomembno, da to se govorimo tako pri Slovenskem filozofskem društvu, kot smo že slišali tudi pri Slovenski matici. Tudi to, po drugi strani, je zelo pomembno, da nekako očitno so to teme, ki so vredne tega, da se govori. In osebno bom rekel tako, lanska tema je bila meni bistveno lažja, tako kot član komisije, kot seveda kot nek potencijalni pisec. Meni se zdi, da govoriti o problemih, nekih problemih, recimo psiholoških problemih resničnosti, to po svoje je nekaj, kar je filozofi skoraj da znamo, mi se skoraj vedno moramo ukvarjati s tem. In lanska tema, čeprav je bila izredno relevantna in pomembna, je bila vendarle na nek način mečkeno vseeno, bom rekel tako. Meni osebno je bilo bistveno, bom rekel, bolj filozofsko enostavno. Letošnja tema je bila pa zahtevna. In jaz sem se, ko sem slišal o ljubezni, jaz sem se kar malo sprašal, kaj je moč še napisati o ljubezni, kar še niso recimo veliki filozofi, ki bi pogovor, o katerih bomo slišali tudi danes.
pa je pa očitno prišlo do tega, da so študentje in dijaki pošiljali zares in seveda študentke in dijaki izjemne eseje. In jaz sem, ne bom primeril na tečaju, ampak rekel bom, da letošnji je bil mogoče še celo, je prinesel toliko še celo težje odločitve. To bo mogoče najlažje se rešilo s tem, s to frazo. Ampak tudi jaz ne bom dolgovezal, mislim, da vsi pričakujemo podelitev in nadaljno glasbeno. Prejmo tako, da se bom tudi jaz lepo zahvalil, še enkrat bi se tudi v mojem imenu bi se rad zahvalil tudi generalni pokroviteljici Krki, ki je spet pomagala pri izvedbi tega natečaja, kar se gotovo pridoda še neko dodatno vrednost, kar pa tudi mislim, da ne nazadnje, pa tudi zelo redimo, da se gospodarstvo povezuje na tak način s kulturo, ker mislim, da to tudi je neka prihodnost. In nič, jaz bom tudi predstavnici generalne pokroviteljice zdaj predal besedo, še enkrat bi se torej zahvalil vsem, ki ste napisali zahvalil, ki se vrti. Potem sem tudi Kovaču, ki je kot vedno odlično vodil komisijo in mislim, da boste tudi sami lahko videli, da so bili naši sicer odločitve zelo težke, ampak upam, da pa lahko rečem, da bo tudi pravično. Tako da to bo za zdaj in najlepša hvala. Dober večer. Malenkost, za toliko zahval sem slišala danes res veliko. Lepo vas pozdravljam v imenu predsednika uprave in krkašic in krkašev. Prihajam iz drugega sveta, čeprav bom rekla, tudi mi vemo, kaj je ljubezen. Jaz sem bil poklical veterinarka, sva se prej pogovarjala z gospodom, tudi dr. Janez Blajbaj je bil veterinar, torej neke skupne točke že imamo. Najprej naj nekaj povem o tem drugem svetu, tako da prihajam. Torej, v Krki se že vse od ustanovitve, to je že 68 let, je bilo 23. aprila letos, zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov, ki jih v Krki nekako imamo še vedno in se trudimo za to, da bomo imeli tudi v prihodnje, pomembne tudi druge stvari, ki nam ljudem v tem okolju, ker živimo in ustvarjamo, lepše življenje in naredijo nekako bolj kakovostnega. Zato podpiramo številne dejavnosti, no in med drugim seveda tudi kulturo in umetnost. Krka je danes mednarodna poslovna farmacevtska skupina, velik igralec na svetovnem trgu, ki združuje poleg matičnega podjetja v Sloveniji tudi 40 odvisnih družb in predstavništev, skoraj 13.000 zaposlenimi po vsem svetu. Res velika skupina. Nekako nas finančni in drugi kazalniki uvrščajo vse, mislim, da smo trenutno nekje na 18. mestu v svetu med vsemi farmacevtskimi podjetji. Svoje izdelke tržimo po različnih državah, seveda poleg Slovenije, tudi v državah zahodne, srednje, vzhodne, jugovzhodne Evrope, no v zadnjem desetletju, ali rekla tudi dveh desetletjih, pa tudi na tako imenovanih čezmorskih tržiščih, to je v državah Srednjega, Daljnega vzhoda, Afriki, Srednji Ameriki in na Kitajskem. Poleg Slovenije imamo proizvodnjo tudi v Ruski federaciji, na Poljskem, na Hrvaškem in v Nemčiji, pa tudi na Kitajskem, to je zadnjih 5 let. Z našimi zdravili se vsak dan dnevno zdravi prek 50 milijonov bolnikov v 70 državah sveta. Toliko, da dobite občutek o velikosti tega silnega, sicer slovenskega, upamo, da bo to tudi ostalo podjetja. Seveda se najbolj spoznamo na proizvodnjo zdravil in na farmacijo, ampak že od nekdaj spremljamo in podpiramo kulturo, ker menimo, da je izredno pomembna sploh za obstoj vsakega naroda, da se posveča tudi sicer premalo pozornosti. Zato nismo iskali posebnega razloga in tudi njena ključe, da podpiramo slovensko matico, ker tudi knjige smatramo ne samo kot umetnost, kot literaturo, kot umetnost, ampak tudi kot vir znanja, iz katerega pridobivamo družboslovna, naravoslovna, tehnološka znanja. In te knjige, to znanje je vir vsakega napredka, tudi za nas. Tako da tukaj nismo iskali nekih izgovorov, da bi sodelovali pri tem lepem natečaju. Še posebej nam je bila všeč letošnja tema, ljubezen, ki ne mine. Najpomembnejša je ljubezen, ta, ki povezuje ljudi in negovanje materinega jezika.
Kajti jezik ni kot človek, ki slej ko prej umre, ampak zavedno živi. To so besede iz intervjuja nedavno preminulega velikega pisatelja, domoljuba, humanista in lucidnega pričevalca celotnega prejšnjega stoletja, velikega gospoda Borisa Pahorja. In tej maniri, oziroma s to mislijo v srcu, bomo Krkaši še naprej podpirali kulturo in umetnost in takšne ljudi, vas, ki poleg nas, ki to omogočamo sicer zdravili, omogočate, da Slovenci živijo, da je njihovo duševno zdravje boljše in da živijo bolj duševno zdravo in bogatijo seveda to naše duševno zdravje. Današnjim nagrajencem, mislim, da jih je 7, sem prej vprašala, iskreno čestitam in naj nas ljubezen povezuje še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem za te lepe nagovore. Zdaj pa bomo nadaljevali z majhnim okusom filozofske debate. Pogovarjala se bosta profesor dr. Edvard Kovač in dr. Igor Škamperle na temo knjige Marcela Ficina o ljubezni, ki je bila tudi izhodišče, ki smo jo ponudili v izhodišče piscem esejev, tako da verjetno ste jo prebrali in si v njej izoblikovali svoje mnenje. Tako da bo pač tale pogovor, tudi priložnost mogoče za kakšno vaše vprašanje, da se vključite. Je pa to mišljeno kot tak kratek okus o manifestaciji večnih tem človeštva v sodobnem času. Hvala lepa, gospa urednica, za ta prijazen uvod. Naj najprej izražim veselje, da Slovenska matica izdaja izjemne filozofske knjige in iz njih sedaj izberemo kakšno, ki naj bo izhodišče za mladostni esej. Lansko leto je bila to Potemna nagnetnost, letos pa je to Ficinova knjiga o ljubezni, ki jo zelo dobro uredil tukaj navzoči predsednik filozofske sekcije, gospod Marko Uršič, in ki je tudi napisal tehtno spremno besedo, ki je več kot spremna beseda, ki je dodano besedilo. Škamperle. Ja, ki je knjigi napisal. Ne izgovarjam. Se upravičujem, sem mislil, da... Ne, Marko, ja, ena izmed velikih odlik našega filozofa Marka Ilšiča je tudi intelektualna ponižnost. In takoj odklanja tista priznanja, ki mu ne gre. Ja, dobro. No, tukaj od meni pač sedi tisti, ki je napisal več kot spredno besedo, ki je napisal dodano besedilo in sicer o Ficinu in renesančni filozofiji. Kdo pozna Igorja Škamperleta, ve, da je to eden naših najboljših strokovnjakov za renesanso, in se vsi nekako poznajemo. No in tudi se bomo držali našega gospoda predsednika, ne bova dolga, bomo pa skušala biti zanimiva, pa še zdaj mladi nagrajenci pogledati, se odločite, kdo med vama se bo o pogumu in zastavil kakšno vprašanje. Če se spomnite, v Lidovski šoli je nagrajen tisti, ki zna najbolj pogumno vprašati in odgovoriti. In to si zapomnite, v filozofiji ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori. No, ampak tukaj imamo zdaj, to je tudi meni v to lažbo, ker bom zastavil prve vprašanje našemu Igorju Škamperletu. No, dragi kolega Igor, nekako v tej renesansi, mi smo bili navajeni, da smo novi vek ali renesanso razlagali kot prelom, srednjim vekom. Vi ste se pa odločili, skupaj z sodobnimi zgodovinsko-idejnimi tokovi v Evropi,
da opozarjajo tudi na kontinuiteto med srednjim vekom in renesanso. Gotovo je tu prelom in kontinuiteta v vprašanju ljubezni. Na misel mi prihaja visoka trubatorska lirika v ljubezni in najprej nas vse zanima, kaj pa je renesansa, ker imamo občutek, da so trubaduri povedali viške o ljubezni, kaj pa tu renesansa povedala drugače na novo, kaj je pa zopet oživila iz srednjega veka. Hvala. Lepo pozdravljam vse navzoče, predsednika zbora in pozdravljam tudi samo pobudo z veseljem. Tokrat je bila zbrana tema ljubezni, kot izhodišče knjiga, ki je izdala Slovenska matica na stoletju o renesančnem filozofu, to je Marsilio Ficino, ki je deloval v okviru Marine Medici in Medičejstva Fiorenca v drugi polovici 15. stoletja. Prvi slovenski prevod tudi Ficina. Ko se potem, Ficino je bil na začetku, potem se je postala taka moda pisanja traktatov, razprav, filozofsko-stilističnih o ljubezni. Vprašal si, kakšna je razlika zdaj med temi pozno srednjeveškimi nagovori, trubadursko liriko, Petrarka, trubaduri, že Dante pravzaprav svojo idealizacijo Beatriče, idealistična ljubezen in potem 100 let ali pa nekaj desetletij za njimi z renesančnim pogledom. Prej smo slišali, tukaj pozdravljamo dobro navezavo gospodarstva in kulture, filozofije, seveda ljubezen je zdravilo za vse stvari, za življenje, ampak renesansa pokaže tudi Ficino sam, kako začne, celo če boste brali knjigo ljubezen, pa tudi bolezen. Korektno bi danes rekli zaljubljenost, je pa posebna oblika tudi bolezni, to je že Platon rekel. Hkrati seveda je pa s tem samo ljubezni, kot lahko tudi pozdraviš. Ficino začne svojo razpravo ljudje tiste stvari, ki jih delamo dolgo časa, ki jih večkrat delamo, vztrajno, vozimo avto, kukamo in tako naprej. Ponavadi se naučimo delati dobro stvari, ki jih delamo dolgo časa. Izjema je pa ljubezen. Vsi ljubimo, pravi Ficino, bolj ali manj skoraj vsi ljubimo slabo. Vsakdo zase misli, da je vse v ljubezni, ampak hkrati se večina tudi moti v tem. Zakaj? In potem se začne njegova razprava o tej ljubezni in zaljubljenosti. Če se vrnem k tvojemu vprašanju, seveda trubadurska lirika, Dante, Petrarka, svojo Lauro, so odprli neko obliko razumevanja ali pa govora o ljubezni. To se spremeni. Način govora o neki stvari je vedno pokazatelj, kako se mentaliteta spremenja v drugi. Nekakrat trubaduri, Dante, Petrarka se spremeni način govora o ljubezni in oni so seveda začeli idealizirati neko nedosegljivo, idealno ljubezen, ki potem postane osnova za evropsko zahodno obliko romantične ljubezni. Tudi arabska kultura je to že imela, potem seveda zahodna lirika to poglobi. Renesansa, nekaj desetletij zatem, s Ficinom in z drugimi filozofi in literati, pa odpre še dva aspekta. Ljubezen je pravzaprav tisti glavni, če bi rekli, se opravičujem za pravno gospodobo, moderno, ampak ljubezen je tisti motor, tista temeljna motivacija, tisto vzgibalo, ki človekovega duha dviguje, presežnemu, višjemu, ne samo predljubljenemu osebku, predmetu, osebi, dejavnosti, ampak ga dviguje pravzaprav k metafizičnemu smislu. To danes je zanimivo, če brez tega potem človek nima več smisla, če ni stvari, ki so presežne. Spravi ga dviguje človeka k metafizičnemu, božjemu, presežnemu, večnemu, hkrati pa je ljubezen najbolj čisti izraz tistega
kar renesansa začne govoriti, dostojanstva človeka. Ampak zakaj je človek bitje dostojanstva, dignitas, ne latinsko? Zato, ker je svoboda. Ker se ne ve, sami ne vemo, kaj bomo. Zgodovina je odprta, človeška eksistenca je odprta, ni predestinirana, ni od nikoga determinirana. In to je največji, kot pravi Pico della Mirandola, mlajši vrstnik, recimo Varsilija Ficina, imamo tudi njegov spis v slovenščini, Bog, se spodoba, Bog je ustvaril človeka in je želel temu biti dati največ. Kaj mu je dal, da bi imel največ? Več kot živali, več kot zvezde. To, da mu ni dal nič dokončnega, da mu je pustil odprto pot, v dobro ali pa v slavo. In zato je to bitje podobno Božje, Bogu. Ta svoboda je odprta v pozitivno, odprta pa hkrati lahko tudi v negativno. Zato je bitje dostojanstva in ljubezen se tega dotika in tista dinamika, tista motivacija, ki nas pravzaprav usmerja skozi življenje. Ja, lepo je, da si nas spomna, ne? Tudi tisto, kar je visoka pesem, moja duša bolna v ljubezni, se pravi ranjena, ampak včasih si želimo takšnih ran. Ampak gremo naprej v tem razmišljanju, kadar piše o ljubezni moški, mora pomisliti na žensko, jo spoštuje in nam je bo dovoljeno povedati tisto, kar sem doživljal ob tebi, ko si mi 5 ur v Louvru razlagal zgodovino podobe renesanse. Moram se pohvaliti, da sem ti zastavljal dobra vprašanja. No, ampak, da se nisi naveličal. Ampak, to, kar mi ostalo v spominu, si rekel, da je tam Holandce, dekleta, graščetna, ampak začelo odličena, do vratu zaprta, v rokah knjigo, to je intelektualno ženske, severni protestantizem, je dal knjigo v roke ženski. Na drugi strani so se sprehajali Rafaelu, Leonardo da Vinci, nisem dovolj pesnika, da bi rekel, kako cvetoče ženske, kako se je žensko pohotila, da se je razkošil v barvah in napikah. Ja, vojno pojmovanje in sedaj mene zanima, ali je ta, to, kar sem čudovito nakažil, ta kontinuiteto in novost, renesanse, da ljubezni, kako je bil pa ta odnos do ženske. Jaz imam občutek, da tubadilska lirika je postavila žensko na piedestal, jo znala častiti, ampak življenje se pa odvijalo v družbi, nekako brez ženske. Ampak da z renesanso pa imamo vdor ženskosti, ženske podobe, ženskega glasu tudi v družbi. Kaj je novega renesansa za svojim pojmovanjem ljubezni do ženske prenesla tudi v njeno družbeno odmevnost? Nedvomno, to so se zgodili veliki premiki, ki jih izraža takratna umetnost 15. in 16. stoletja, pa krati tudi esejistika in takratna filozofska misel, literarna. Kaj je novega? Nov je način govora, pa renesansa na nek način odkrije, da je lepota, tudi telesna lepota, lepa. In da je možno o njej govoriti, ne da bi bili mi grešni ali slabi. Renesansa odkrije po eni strani zna naslikati lepoto telesnosti, erotično lepoto, hkrati jo pa eros, erotični nagib človeka, strast, hkrati pa skuša to polje umestiti, seveda v širši kontekst.
tako da jasno, da nas strasti, da nas na to ljudi požrejo, zato je ta lepota, kako potem zapravo lepota narave, ne, so ljudje vedno živeli za naravo, ampak niso videli, da je lahko lepota gozdov, lepa. Napisali o tem, naslikali. In to je renesansa na nek način, kultura renesanse v slikarstvu, v kiparstvu, v literaturi, v filozofiji začela spregovarjati, izražati to veselje nad doživljanjem lepote, duhovne in telesne, ki jo spaja pravzaprav umetnost in tudi človeški duh. Hkrati pa, seveda to so potem čudovite slike, ki sva jih skupaj opazovali v Louvru, kjer sva s prijateljem filozofom imeli pozabila na kosilo, ki sva nekaj preskočila tisti. In seveda tudi ne samo zdaj tako erotično, strastno izražena je pa tudi lepota svetnice, svet Marije, pa že imate ti obrazi Rafael, so razlikali z neko čisto posebno novo milino, darežljivostjo, ki kakor jo predtem niso znali. Seveda so ljubezen od antike naprej znali razmeščati nekako tri poti, že Ciceron, že sama pozna antika, erotična ljubezen, prijateljska ljubezen, eros, amicicija, in pa agape ali caritas ali pa darežljiva ljubezen. Seveda renesansa potem se posveti temu celotnemu sklopu, kjer tudi Ficino v tem povzame, recimo dva še vedno, tudi danes pravzaprav zanimiva mita, ki jim podaja že sam Platon. Ta spis je Ficino napisal kot nek razširjen komentar ali pa razširjeno razpravo kot Platonovemu spisu Simpozion, ki je govor o ljubezni. Mislim, da Ficino povzame, napisal ga je Ficino sam v obeh jezikih, v latinščini, De Amore, potem je poskrbel tudi za prevod oziroma za izdajo v krasnem florentinskem, italijanskem, ljudskem jeziku, ker izobraženci seveda niso znali tako dobro latinsko, da bi bila ta mana, pravi, ta nebeška mana, ta nebeška rosa ljubezni dostopna, mnogo v njej dostopna čim več ljudem. In povzame tudi dva mita, ki sta pravzaprav lahko še vedno na nek način zanimiva. Eno, da je eros, ki ga pozitivno vrednoti, kot ta motor, smo rekli, ta motivacija, ki je vzgib, temeljni vzgib v človeku, ki nas usmerja naprej po želenju, k delu, k zauzemanju, intencionalnosti, da je nekdo za nekaj, človek je bitje za nekaj, za neko stvar, za nekoga. Eros nas v tem usmerja, ampak eros sam kot tak, kot ga pozna že tega, pa poda tudi Platon mit in Ficino ga potem tudi razvije, je pa sin Porosa in Penije, dveh takih božanskih figur. Poros pomeni izobilje, preobilje, Penija, Erosova mama, in pa pomeni pomanjkanje. Tako da Eros kot tisti deček oziroma tisti vzgib v človeku ima vedno oboje. Je sin preveč in premalo. Ima vedno preveč in hkrati vedno tudi premalo, nikoli nima dovolj. Je eno in je drugo. Lepa hvala, imam občutek, da je to novo dodatno besedilo knjige ljubezni. Hvala lepa. Samo, kako sem videl, že sem dolgo za tisti odgovor, da renesansa spaja čutno ljubezen, eros tudi za duhovno. Tu imam občutek, da temu, kaj bo rekel kolega Marko Vušič, ampak imam občutek, da ste že naznanja tudi moderno fenomenologijo, danes že Marion, zato naša sprava med čutno ljubeznijo in pa tisto presežno neskončno.
Me pa sedaj zanima, če bi študent vprašal, gospod profesor, pred katero sliko, platnom naj se ostane, da bi začutil to duhovnost odmeva tudi v tej resnosti, kar je profesor Igoš Kampeler rekel. Ja, to so kar huda vprašanja. Torej, jaz bi rekel tako, te slike, ki imam zelo rad, ker so me nekako navdihovale in pomagajo še vedno, eno so Rafaelove Marije in ni slučaj, da so te Rafaelove Madone Marije te zaznamovale skoraj, ni bilo moč slikati lepše kot Rafael, to milino in darežljivost, materinskost in hkrati lepoto. Čeprav, kar si smo pravno v tem spisu o ljubezni, Ficino pa je tudi, kako rekoč, vrstnik Ficino, isti čas, čeprav ne vemo točno koliko in kako so direktno se poznali, živeli so v istem mestu, v Firencah tistega časa, gotovo, da so se poznali, ne vemo točno kako so potekali vplivi, to je Sandro Botticelli, ki je živel v istih desetletjih in v istih desetletjih kot je Ficino, pisal ta spis je Botticelli naslikal svoje čudovite renesančne mitološke ikone, so prave podobe renesanse in to izbral, mogoče poznate gotovo vsi njegovo sliko rojstva Venere. Jaz pa bi izbral drugo veliko platno stena, to je Botticellijeva slika Pomlad ali Primavere po italijansko, v kateri so se razvile mnoge razprave, ni jasno, kaj je hotel. Ni dokončno jasno, da se kaj je hotel Botticellijeva slikati, na sredini je Venera, zelo lepa podoba, ženske, boginje, ljubezni, Venere, potem pa je na desni strani še nekaj figur, pomladni veter, ki dobi deklico pisarko Koro, fotografija pisarka, potem jo tudi ujame, iz nje bruhne pomladansko cvetje, in se ona preobrazi v floro, v cvetko, pomlad izobilje cvetov, in na drugi strani so pa motiv tudi za tigre, prek posebnega so ga ohranili tri gracije ali tri mirojke, tri miroške, tri dekleta, ki plešajo. In na skrajnem, če gledamo sliko levem robu, na desni strani Venere, pa Merkur, ki se svoje kapiceje dotika neba. Tri gracije predstavljajo ponavadi, ena predstavlja poželenje, druga predstavlja zadržanost ali vzdržnost, castitudo, castitas in tretja lepoto. Vse tri tvorijo pravzaprav te življenja, poželenje, zadržanost, lepota in potem na robu Merkur, Hermes, ki povezuje peško zemljsko. In kaj predstavlja Venera na sredini? Na eni strani smo rekli pomladni veter, Kora, Flora, na drugi strani Tigracija in Merkur. Predstavlja dušo človeka. Jedro človeka. Zakaj? Zato, ker se duša človeka ozira pomladnemu, čutnemu, zemljskemu, fizičnemu svetu, fizični lepoti, cvetju, pa seveda mine tudi telesnosti, čutnosti. Na drugi strani pa preko tega plesa, dve graciji se stremi navzgor, višjemu, duhovnemu, intelektualnemu, trajnemu, večnemu. In to je človek. Povezuje nižje z višjim. In ko se dviguje gor, pozna spodnje. In ko je pri spodnjem, ve tudi za zgodnje. Hvala lepa. Obračam se sedaj k našim mladim filozofom, ki so tukaj v nami. Gospa Srečen pot, naj povem, da gospa še ima eno veliko dolžnost, da ne odhaja iz protesta, ampak vliče dolžnost. Veselje mi ostala. Verjamemo, še kdaj. Ampak zdaj se mladim obračam. Poglejte, slišali ste, kako profesor Igoš Kampeler tudi na neravno
vprašanja odlično odgovarja, tudi imamo danes med vami, se bo kdo obudil in ga kaj vprašal, ali da ste brali knjigo, kako bi kakšen komentar, kakšna zagata. Ja, dobro, največ je potrebna največ je potreben tudi velik pogum, tudi da človek pokaže svojo nerodnost, kaj pa še inteligenco, ki je ta nesporno tudi tliva vas. Moram pa to reči, da lepo sva se razgovorila, mislim, da se lahko veliko vsi zahvalim Igorju Škamparletu za njegove odgovore in tudi spremno besedo, ki je dodana študija. Je renesansa zelo visoko, umetnostno postavljeno tudi glasbo in prav je, da se prepustimo misli, ki jih od nas prebudil preko glasbe. Tisti, ki nimate programa, da je za Claudio Montevertija, referenti Janeza Josipa Sidovče e Parodento. Sempre quel sciogliolo d'orgoglio mi affessa ma se noce l'orga mi pie il letto le facce non scendano e l'India d'oro mi pieghi e mi storo e buona merce tra voglia infinita tra sede tradita dirada mia fe. Zdaj se že bližamo v vrhu današnjega večera, podelitvi nagrad letošnjim nagrajencem. Predtem pa, kot vidite tudi v programu, smo se odločili podeliti plakete tudi nagrajencem lanskoletnega natečaja. Lani je pač namreč, kot je bilo že rečeno, natečaj na temo Kdo ve potekal prvič in je bil še nekako malo v povojih. Ko smo se letos odločali, kako ta natečaj
izpeljati, smo se odločili, da bomo nagrajence počastili tudi s plaketami. In se nam je zdelo prav, da potem pač enako naredimo tudi za lanske nagrajence, kar je pač bilo še možno, glede na to, da je to bilo pred kratkim. In zato smo pripravili na enak način kot letos, tudi za lanske nagrajence. Vsi so bili tudi povabljeni na današnjo prireditev. Zdaj ne vem, ali je kdo od njih tudi tukaj med občinstvom. Če je seveda toplo vabljen, da pride prevzeti plaketo. Drugače smo pa se dogovorili, da bo dr. Gašper Pirc pač prebral seznam in izpostavil, zakaj so nagrajenci lanski te plakete dobili. Ob tem naj še omenim, da je bilo prvo in drugo nagrajeni tudi obljubljena objava v glasniku Slovenske matice, ki ga vidite tamle, tisti roza glasnik, je pač za leto 2021 in tam so vse te objave že udejanjene, tako da v filozofski reviji Slovenskega filozofskega društva pa je v pripravi, tako da tudi to bo in enako seveda, enaka obljuba velja tudi za letošnje nagrajence, ki pa bodo objavljeni v številkah naslednjega leta. Tako da prosim zdaj dr. Pirca, da prebere seznam lanskih nagrajencev. Še enkrat lepo pozdravljeni. Najprej bi samo še nekaj dodal, to, kar je že Nica seveda povedala in sem pravila, tukaj se tudi jaz nekaj s papelom, ker res smo obljubili tudi, da bo objava podržal, da je tukaj zadeva bila preprosto v tem, da je številke, ki so bile do takrat, se pravi ena sama, so bile že predolga, so bile že praktično tisko dolari, tako da bojo za letos morali biti še lanske, to je tudi narava znanstvenega tiska. Ampak vsekakor pa za letos bomo poskrbeli, da bo pa še bistveno bolj letnica, pravzaprav tista, kar je še bolj lepše. Ampak kljub vsemu, jaz osebno mislim, da načeloma lanski nagrajenci so že kar nekaj tudi dobili, kar nekaj izvedeli o sebi, o tem, kako so pisali, dobili smo, pravzaprav smo jim že lani, nismo se še spomnili, da bi tako lepo oblikovali neke stavke, tako da to jim še dolgujemo in to jim bom letos še izvedel. Drugače smo jih pa že pozdravili enkrat in če je kdo med vami, mogoče če dvigne roko, ali pa samo pride gor, mislim, treba zdaj posebej izpostaviti, jaz tudi zelo hvaležen. Kljub samo bom imel to hvaležno nalogo, da bom prebral, kaj so v osnovi napisali. Lani smo imeli eno posebno situacijo, namreč govorili smo, že prej sem malo omenil, da smo imeli enostavno natečaje kdo ve. In kdo ve, pravzaprav je bila ena taka tema, ki je pa skoraj da nemogoče zarazumeti. Kdo ve, tukaj se vrnemo na čisto izhodišče filozofije, tukaj se vrnemo pravzaprav že na, ves čas nam v glavi gre pravzaprav že tisti slavni Sokratov rek, ki na nek način spočne, ali pa recimo tista njegova teza, ki na nek način spočne celotno filozofijo, vem, da nič ne vem, in na neki način smo poskušali to združiti z nekim aktualnim dogajanjem in meni se je zdelo, da je bila to zelo bedavna tema, tudi knjiga dr. Tomaža Duševnika, ki nas je lani tudi počastil z obiskom na dogodku, je bila pravzaprav ena res dobra dobrodošlica za lanske eseje, ki so bili tudi odlični. Ampak po drugi strani pa tudi za lanske je bila težka naloga. In zdaj smo res v obdobju, ko smo res soočeni s toliko rečmi, ki nas lahko pestijo na vseh ravneh od COVID-a, ki je še zmeraj, ki je vedno manj aktualni, pravzaprav smo ga že kar malo pozabili presenitenje, pa potem do seveda zdaj imamo vojno v Ukrajini, ki vsekakor je tudi še vedno pravzaprav ne nazadnje že samo z ekonomskimi rezultati oziroma z ekonomsko inačicami, z tem, kar se je pravzaprav zgodilo s cenami naokrog, nas ves čas opozarja, kako pravzaprav povezano s težnjamo. In kako pomembno je, da mi znamo tudi pravilno razumeti, kaj resnica je. In sledečih 7 pravzaprav je poskušal na to na zelo zrel način razmišljati že lani. In sicer smo lani podelili 2 nagradi za dijake za 3. mesto. 3. mesto, kot smo se lani odločili, je sicer ni dobilo objave v tisku, ampak je pa dobilo za to posebno omembo. In to so bili eseji, ki so bili zelo dobri in niso pa dosegli vendarle standard, ki smo ga pač opazili najvišje mesto, oziroma pač preprosto bili so še boljši med njimi. In sicer to 3. mesto za odličen esej je v kategoriji študentov pripadlo Alenu Goležu za tematsko aktualen in zaokrožen, jedrnat in jezikovno privlačen esej v vrtincu vednosti. Nadalje
Nadalje smo podelili dve tretji mesti za dijake. In sicer sta dobili posebno omembo v kategoriji dijakov oziroma dijakinj. Najprej je dobila Anastazija Gračner za esej, ki je na poti iskanja resnice utopični čezmavričnosti navkljub za značico resnice. To je bil prvi esej. Tudi čestitke tudi v mojem imenu, vsi goste, torej gospodični Anastaziji Gračner. Lahko za sekundo se ostavite, da zapomnim. Še glasnik. Nadalje smo podelili še eno nagrado, tako smo tudi tukaj nekako poskrbeli za, da rečemo tako, nekako dobro ravnotežje, in sicer po Emilu Antonutiju, ki je napisal esej, ki ga je eden izmed ocenjevalcev ocenil, da gre za esej, ki smiselno naslavlja aktualne družbene probleme z ozirom na problem hotene nevednosti. In sicer esej je bil čiste kot prostim naslovom Kdo ve? Nadalje smo podelili seveda tudi druga mesta, kaj je pričakovano, tako nekako gre v napredek. In sicer smo podelili dva druga mesta, ne tri, zato je bilo letos, kot bomo kasneje izvedeli. In podelili smo ga najprej v kategoriji študentov Primožu Vidoviču, ki je napisal esej, ki je sam po sebi razkošno besedilo po modelu romanske esejistike. Esej se imenuje Republika večnosti čestitke Primožu. V kategoriji dijakov smo podelili priznanje za drugo mesto Lani Prosenak za esej, ki odseva pogumno mladostno razmišljanje, kritično presojo sodobne družbe, hkrati pa že razkriva življenjsko modrost, ki v našem času ni prav pogosta. Esej se je imenoval Na poti resnice. Čestitke. In končno tista, pravzaprav, da rečem po najljubša naloga, ki jo imamo, je zmeraj podeliti ali pa napovedati zmagovalce. V tem primeru smo imeli enega dijaka in eno študentko, torej tukaj smo imeli nekoliko uravnoteženost, mogoče raznolikost mnenj. In sicer bom tokrat prebral najprej prvo mesto v kategoriji dijakov. Prvo mesto si je lani za najboljši dijaški esej, kot je poudaril eno naših ocenjevalcev, ki nesklenjeno odgovarja na dobro postavljeno vprašanje. Tukaj pa še enkrat ne odgovorite, pravzaprav danes smo že zdeli, kako pomembno je vendar postavljati pravo vprašanje, ampak včasih je pa dobro, pa tudi dobro odgovarjati. In to je uspelo Urbanu Šifrarju za esej, ki je spet preprost naslov Kdo ve? Končno pa imamo tukaj še zadnji in pravzaprav nagrado za najboljši študentski esej lansko leto, in sicer za pa je zadnjo napoved, ki je tudi pripadla, torej, ki bo pripadla ali pa naj jo sliši Nika Beredišek, ki je lani napisala najboljši študentski esej, in sicer esej, ki predstavlja izvirno, dosledno in zelo aktualno razmišljanje, saj ustrezno sledi smernicam natečaja, vendar premise smiselno dopolni s presežkom lastne ustvarjalnosti. In tega eseja se še dobro spomnim, gre za odličen esej Čemažu, Skarlet in kitajskih pokletstih, še enkrat čestitke Niki. Hvala lepa z moje strani za tiste, ki ste lani, tudi hvala predstavnici, ki se je odeležila. Sem zelo hvaležen, da ste se tudi spomnili tudi letos na čaj, to je priznanje za nas in še enkrat v mojem imenu, kot zadnjič, posebejte dobro pišite. Enkrat, čisto kratko stvar bi povedal, enkrat sem prebral pred leti, da so Gabriel Garcia Marquez v enem medijnem napisal 20. stoletja. Je urednik prvega sestavka, ki je napisal, rekel, je samo to dopisal, še višji. Rekel bom pa še malo poskusil. In jaz mislim, da marsikatero, tako od lanskih kot od letošnjih esejev, si bi zaslužil mogoče eno tako uredniško omembo. Tako da, to je bilo vse od mene, hvala lepa in žive dovolčijo še naprej.
suo pensiero, il mio cor prigioniero, spero che con la libertà dica a chi vuole, dica chi sa, cangi col suo pensiero, il mio cor prigioniero, spero che con la libertà dica chi vuole, dica chi sa. Altri per gelosia speguno le mie fiamme dal seno, persi pure leggera il vento, perché rompia il mio ben la fede mia. Morte il viver vittoria, ma sia ver che si scioglie quella voce che resola. Dica chi vuole, dica chi sa. Morte il viver vittoria, ma sia ver che si scioglie quella voce che resola. Dica chi vuole, dica chi sa. Della vrota in cui l'uomo da suonare l'amorose mie pene, da timbrar della casa mio bene, e dal sonno cor lo culpo forte. E tra l'ombre e gli orrori di notturni splendori, il mio corpo s'asconderà. Dica chi vuole, dica chi sa. E tra l'ombre e gli orrori e notturni splendori, il mio corpo s'asconderà. Dica chi vuole, dica chi sa. Zdaj smo pa prišli do podelitve letošnjih nagrad, natečaja na temo Ljubezen, ki ne mine. Razlika bo v tem, da bo danes predsednik komisije prebral tudi utemeljitve teh nagrad, ker te utemeljitve pa še niso bile nikjer objavljene, bodo prihodnje leto. Tako da mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Spoštovani navzoči, včasih so dolžnosti tudi prijetne in ta prijetna dolžnost je padla sedaj name, da kličem pred naši urednici, tajnici, gospodično Ani Hundberger, če je tukaj. No, to je, žirija je res imela anonimna dela pred seboj. Mi smo vedeli, da bi za takšne simpatične osebe, ki so pisale takšne esej. Če si tako prijazna, pa nam zaupaš, dijakinja, kateri gimnazij? Celje Center. Ja, to je pa knjižno mesto, ne? No, če
če smem razglasiti, Slovenska matica na natečaju za dijake in študente o počastitvi ustanovitve Slovenske matice v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom na temo Ljubezen, ki ne mine, podeljuje nagrado za prvo mesto v kategoriji dijakov Ani Kumperger za najboljši esej, ki priklicuje misel, da reši človeka, je rešil v svet. Naslov: ljubiti, sprejeti, odpustiti. Čestitamo. Še kratka utemeljitev. Avtorica z iskreno sproščenostjo najstnice in premišljeno gospodarnostjo radovednosti vodi bralca skozi dvome in strahove, prigode in najčešće nezgode, ki viharijo in vrčičijo doživljeto izkustvo zaljubljencev. To je vseh, ki trkajo na vrata odraslosti. Dajdri nasmehi in grenki nasmeški, dnevniške beležke in za manj pričakovana povratna sporočila so scenografski okvir sestavka, ki skuša umišljati in ubesediti vrtoglavo izpraševanje negotovosti mladega človeka, za katerega so filozofske globine in višine vse prej kot abstrakcija. Vsak dan seboj prinaša dileme in z njim spodnaša tla pod nogami. Vsem zares gre tudi naši prvonagrajeni avtorici, samonitli iskalke resnice v ljubezni, ki morajo biti nekaj več od samoumevnih klišejev. Svetobira ljubezenskih pojavnosti, ki niso izključna pravica človeške vrste, pa po njenem mnenju izstopa oblika družinske ljubezni, ki ohranja in nahranja prihodnost človeštva. Kdo reši človeško osebo, je rešil svet, se zdi imeti v mislih tajnovski pregovor. Kljub prostopisni podobi sestavka, avtorica med vrsticami razvija osnovne sestavine esejskega pisanja, postavljajoč hipotetična vprašanja in razvijajoč argumentacije, trdilne in nekalne logične verige s poskusom opon pod črto. Avtorično, miselno in duhovno iskanje korenine ljubezenskega vprašanja, ki da je danes naplavina neutemeljenih predsodkov, se vrača k starogrškim konceptom in kategorijam, te jih poskuša umeščati v sodobnejše teorije ljubezenskih drž. Upa polni poskus soočenja na štiri oči z večnim problemom, ki izpričuje, da se izplača ljubiti ljubezen in sočloveka, človeškosti na vkljub. Nagrajenki, kot smo ploskali, niste slišali, sem dejal kot moj kolega, še piši. Sedaj pa prosimo Jerneja Leva, da pride se. Slovenska matica na natečaju za študente v soorganizaciji Slovenskim filozofskim društvom na temo Ljubezen, ki ne mine, podeljuje nagrado za prvo mesto v kategoriji študentov Jerneju Levi. Za najboljši esej o notranji povezanosti človeka in pesmi Vrpelenja, ki nam tiho ponuja, da na svoje življenje začnemo gledati kot na iskanje drugega, iskanje obličja. Naslov eseja je o večni ljubezni.
Ja ne, če si še tako prijazen, pa nam poveš, si študent, česa in katerega letnika? Slovenščina pa teologija v Mariboru, drugi letnik. V Mariboru? Ja. Obe nagradi gresta na Štajersko. Ja. Dovolj še utemeljitev. Avtorjevo besedilo o večni ljubezni je zelo poetično. Ne samo zato, ker že na začetku omenja pesem Pohkarko, ampak ker je ves njegov slog prežet s področnostjo besede in slikovitostjo izraza, kakor da bi hotel že v uvodu povedati, da želi uresničevati globoki Heideggerjev uvid, kako pesnika govorica pripete dlje do besede, kako pa sama filozofska misel. Odlika avtorjeve besede je prav tako njena klenost, saj se hitro požene v globino k izvoru etike, najde ga v nepomrljivem ljubezenskem hrepenenju, ki ga ne razume kot izjemno čustveno razpoloženje, ampak že kot misel in etični imperativ, ki vodi k pozornosti do drugega in k iskanju njegovega obličja. Tudi v tem kratkem eseju je opazen vpliv misleca Immanuela Levinasa, ki prav tako ne zaide v sentimentalnost, ampak opozarja na človekova brezna v njem samem in v medsebojnih odnosih. Toda ta položaj posameznika ni brezizhoden, saj človek lahko zasliši klic drugega. In odgovor na ta klic je hkrati odgovor, se pravi, da je etično odgovarjanje hkrati tudi sprememba govora. Z njim človek lahko razvije govorico, ki ga pelje onkraj njega samega. Ta novi govor ljubezni, je istočasno priznanje nemoči, kajti ljubezen ne more biti nikoli do konca izrečena. Človek vedno ostaja na začetku, ostaja iskalec drugega, iskalec večne ljubezni, iskreno čestitam. Mimo glede povedal, da so najprej začeli filozofijo predavati v slovenščini, ne v Ljubljani, ampak Mariboru. In gremo k izvoru. Slovenska matica na natečaju za dijake in študente v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom na temo ljubezen, ki ne mine, podeljuje priznanje za drugo mesto v kategoriji dijakov Niki Herček. Morda tukaj. Za esej, ki sicer ne prinaša tako kompleksnih ovidov kot nekateri drugi, a si za izstopajoče in vse kakovostno tehnično obvladovanje jezika in estetsko dimenzijo zasluži visoko uvrstitev z naslovom Ljubezen, ki ne mine. Če dovolite, vseeno kratka utemeljitev, tiste, da bomo prosili našo gospodinico tajnico, da izporoči, da nam je preklicala v spomin Heideggerjevo misel, da je odsotnost način bivanja. Ona vseeno biva med nami v odsotnosti in prav, da njega čas predanemo utemeljitev. Pisati o ljubezni je težko, tako pričenja s svojim sestavkom mlada avtorica, ki pa že v začetku bralca morda namerno nekoliko zavaja. Zahtevne, če tudi tako vsakdanje in pogosto nerazumljive teme se avtorica loti z upravičeno začetno zadržanostjo, ki pa kasneje preide v obladovano dihlo, ki razkrije čustva, kakršna v svoji obravnavi zahteva ljubezen, pa če tudi do velikih imen svetovne literature, ki so avtoričini glavni sogovorniki, s tekočim poetičnim jezikom, ki kaže na obet mojstrskega obladovanja besed,
se avtorica med drugim dotakne izrečila Shakespearea, Wilda in Sankarja, ki jo nagovarjajo v pisanju o tej izrazito bližnji, a tudi izrazito problematični temi. Ampak ne glede na to, da pisati o ljubezni je težko, esejo tako morda umanjka nekaj filozofske globine, kar pa glede na kategorijo je pričakovano. Prav tako se zasledi kot manjši jezikovni izraz, toda kljub vsemu pa besedilo kaže, da pisanje o ljubezni lahko tudi sočno, kvalitetno in celostno obetavno in predvsem zato si pričujoči esej zasluži priznanje. Slovenska matica na natečaju za študente v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom na temo ljubezen, ki ne mine, podeljuje priznanje za drugo mesto v kategoriji študentov Dino Manzoniju za esej, ki je presenetljivo zrelo vabilo k izgranju in izdovanju ljubezen, ki ne mine. Da nam poveš, ali katero fakulteto, oddelek in letnik hodil? Tretji letnik podiplomskega študija tukaj na filozofije in filozofsko povedanje. No, zdaj pa, če poslušaš utemeljitev, avtor vsebinsko in oblikovno zrelega sestavka v zdajšnjem z ljubezenskimi samoumevnostmi nasičenem svetu zaznava umakanje mišljenja in izrekanja ljubezni, oziroma njegovo ontološko izpraznevanje na račun nefilozofskih poskusov pojavne psihologizacije in sociologizacije. V suverenem obvladovanju klasičnih referenc od simpozijskega Platona do Kierkegaarda, od trubadurskega koncepta Pindamor do krščanske Agape, se pisec uspešno preizkušal v drsnih formulacijah filozofskega izrazja in izvirnem esejskem izsledku, v katerem ljubezen v človeški svet vzdihuje irreduktibilno značajsko razsežnosti. Iskreno čestitam. Rekli smo, da so bili prispevki tako kvalitetni, da se tokrat letos žirija odločila, da dvema podeli nagrado. To izrekam, da je Slovenska matica na natečaju za študente v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom na temo ljubezen, ki ne mine, da podeljuje priznanje za drugo mesto v kategoriji študentov Jobu Fridlu Jarcu za enega zanimivejših in bolj poglobljenih esejev, ki se nekoliko manj ozira na dejstva, zato pa ob spodobnem izrazu poznavanja tematike deluje dinamično in pravljivo za ljubezen, ki ne mine. Še ti poveš, kakšno? Tretji letnik filozofske fakultete zgodovina umetnosti. Še utemeljitev. Včasih so nekatere stvari lahko varljivo preproste. Pisec s črtno šifro pisec, tako piše o le navidezno enostavni ljubezni, ki ne mine, veselju, ki morda le na prvi pogled prikriva, da gre za dokaj študiozno in poglobljeno razpravo o temi, ki je v resnici tako filozofsko plodna. Avtor se eseja loteva drugače od večine, tuja sta mu izigravanje pojmov in pretirana vznesenost, razen tedaj,
Posledna pripomore k izpostavitvi osebnega prepričanja, za katerim ves čas trdno stoji avtor. Je renesansa res prišla v slovensko zavest šele lani, ko smo končno dobili prevod Ficina? Faktično seveda ne. Toda kakšna druga omemba mu danes drži trdne znanstvene analize? O ljubezni vendarle ne pišemo skozi prizmo gole znanosti ali dejstva, tako Ficino platonizem, ki bazira na idealističnem uvidu v dobro onkraj tega, kot Nietzschejev perspektivizem, ki zavrača metafiziko, se avtorji nakazujeta kot plodni alternativi ob razmišljanju o pogosto nerazumljivem čustvu, če tudi sta tako Platon kot Nietzsche daleč od sodobnega znanstvenega pristopa. Kar veseli je dejstvo, da se izraža poznavalsko branje nekaterih ključnih mislecev v zgodovini filozofije, poznavanje številnih filozofskih tradicij in smel osebni razmislek, ki je podkrepljen solidnim obvladovanjem jezikovne forme, iskreno čestitam. Če dovolite, še razglasitev dveh tretjih mest. Slovenska matica na natečaju za dijake in študente v soorganizaciji Slovenskim filozofskim društvom na temo ljubezen, ki ne mine, podeljuje posebno omembo za tretje mesto v kategoriji dijakov Leji Hriba, za esej, ki priklicuje misel, da lahko človek, če gleda lepoto kot tako, odkrije smisel življenja. Če dovolite še kratko utemeljitev, avtorica zelo dobro v svoji vodni napovedi postavlja vprašanje, ali je neminljivost glavna lastnost večne ljubezni, s katero se ta razlikuje od minljive ljubezni. Kaj pa, če v sebi skriva še kakšno drugo bogatstvo, zato si poišče sogovornika, ki bo pomagal razmišljati in ga najde v Platonu. Tako vstopi v njen dialog simpozij in debatira skupaj s Platonovimi protagonisti, tehta njihove misli in tudi sama prihaja do odločitve, da se je nemiljivi ljubezni najbolje bližati pri večne lepote. Najprej je potrebno avtorici priznati intelektualno ponižnost, saj svojim izborom privilegiranega sogovornika priznava, da so o večni in nemiljivi ljubezni razmišljali že pred njo. Toda potem pokaže nadostno smelost, saj se po navodilu filozofa Heideggera ne odloča za to ali ono interpretacijo velikega filozofa, ampak stopi z njim v neposredni dialog. Zato opazi različna mnenja Platonovih protagonistov, tehta njihove misli in besede, ter jih izprašuje, čeprav se ob koncu odloča za ljubezen, ki je zrenje duše v večnosti in vabi k poglobitvi vase, priznava, da s tem odgovorom vprašanje še daleč ni sklenjeno, ter napoveduje nova vpraševanja. Lepa intelektualna poštenost mlade osebe. Čestitam. In še zadnjo priznanje. Slovenska matica na natečaju za dijake in študente skupaj s Slovenskim filozofskim društvom na temo ljubezen, ki ne mine, podeljuje posebno omembo za tretjo mesto v kategoriji študentov Blažu Sušniku. Drugačen, zanimiv in izstopajoč, a mestoma spotikajoč se esej
sicer ne popoln, a vreden posebne omembe, ljubezen, ki ne mine na vse pesimističen pogled in nastop. Če si tako prijazen, da nam poveš študent, katerega oddelka, fakultete, letnik. Filozofske fakultete, prvi letnik, smer filozofija in držke. No, še utemeljitev. Morda je bila večina esejev, ki so prispeli na naš natečaj, bolj optimistična narava. Vsekakor pa bolj tradicionalnega formata. To ne velja za pričujoči sestave, ki med množico sicer kakovostnih, a bolj standardnih zapisov izstopa še z drznejšo aforistično zasnovo. Bi morali avtorja ušteti zaradi prevzetnosti, morda celo oholosti, da zavrača sledenje temu, kar bi vendarle pričakovali, ali pa na drugi strani, kot se je v podobnih primerih že dogajalo v njegovem pisanju v znaku genija, čigar pisanje se ne pusti ukaljupiti in išče svojo lastno izraznost. Kaj pa, če odgovor, kot če nič kolikokrat doslej nekje vmes? Morda drži, da je avtor eden poslednjih predstavnikov romantike, ki svojo viharniško vnemo sledi ritmu besed in miselnemu toku, ki bolje kot večina drugih natečajnikov sledi bistvu pričujoče tematike. Gotovo vendarle drži, da avtorjeva jezikovna bravuroznost še ni na ravni, ki bi jo tovrstna forma zahtevala. In da se misli še niso sestavile v celoto, ki ne bi vsaj delno podpirale grajo pretencioznosti. Tudi esej zgovorno razkriva piščev potencial in si zasluži posebno omembo. Ponavljam, kar je povedal predstavnik filozofskega društva. Nekoč je v Rigi prebral zgodni tekst Gabriela Garcia Marqueza in rekel, še piši. Te besede namenjamo tudi avtorju sicer pesimističnega pogleda in vsekakor vsem nagrajancem. Čestitam. Naj to nam prišel že pisano, pisanje pronikne v nas tudi preko glaske. Ta
konec rada zahvalila še enkrat ansamblu za staro glasbo, Kapela Karniola, ki nam je omogočil spremljanje tega krasnega glasbenega programa, in sicer Marti Močnih Perc za prekrasno petje, Kristini Martinc za igranje na kljunasto flavto in Jana Zajocipo za igranje na čembalo. No, po mojem imenu samo še najlepša hvala vsem nagrajencem, ki ste bili danes tukaj, tudi z nami, in predvsem me veseli, ker ste s tem izrazili tudi zanimanje za Slovensko matico in se res zelo veselim našega nadaljnega sodelovanja. Zdaj pa prosim še dr. Jevšiča za eno besedo. Kot rečeno, predsednika filozofskega odseka. Hvala lepa, ker sem bil že tako prijazno nagovorjen na začetku. Torej, mladim, ki me verjetno še ne poznate, jaz sem Marko Uršič, profesor filozofije z filozofskega oddelka Filozofske fakultete v Ljubljani, že v pokoju, zdaj vodim filozofski odsek pri Slovenski matici. No, javil sem se pa k besedi zdaj na koncu predvsem zaradi, da bi se vam zahvalil. Najprej seveda moram pač se pridružiti čestitkam vsem nagrajencem in nagrajenkam in z veseljem bom prebral kakšen vaš esej, objavljeni bojo kot rečeno v našem zborniku oziroma glasniku prihodnje leto. No, med drugim, ampak na drugem mestu se pa vsekakor moram lepo zahvaliti komisiji. Vsem trem članom komisije, ki je prevzela to nalogo, da je prebrala, vrednotila in pač izbrala te eseje. To ni majhno delo, jaz sem delal v podobnih komisijah, da je preteklosti in vem, da je to lepo delo, od katerega sicer imamo tudi sami ocenjevalci, kot je bilo že rečeno, nekaj dobrega in lepega. No, hvala torej vsem trem kolegom, glede tega upam, da se bo nadaljevalo pač prihodnje leto, ti natečaj, da se bo nadaljevali. No, čist na koncu bi pa reče nekaj rekel, par besed, zelo nakratko o renesansi, zelo mi je ljubo in krasno se mi zdi, da je knjiga, ki vas je navdihovala in na nek način pač vodila tudi pri tem pisanju teh esejev, ravno renesančna filozofska knjiga Marsilija Ficina o ljubezni. Zdaj, to sicer ni s tem, Slovenci smo že mnogo prej vstopili v renesanso s to knjigo. Po eni strani je res, da Slovenci pravzaprav nismo doživeli toliko renesanse v tistih davnih časih kot nekateri drugi narodi. Slovenci smo bolj nas je zaznamoval protestantizem, Primož Trubar in tako naprej, ampak na določenih segmentih delih slovenske kulture je bila renesansa seveda predvsem na Primorskem tudi prisotna. No, ampak jaz bi tukaj rad se navezal na to, kar je rekel moj prijatelj in kolega Igor Škamperle. Namreč rad bi mogoče tudi to opozoril ali pa recimo pač omenil za mlade bralce, da po renesansa je prišla, kot vemo, v slovensko kulturo predvsem najprej prek umetnostne zgodovine. To že pač Izidor Cankar in potem cela vrsta umetnostnih zgodovinarjev, ki je pač pisala o renesansi. No, na področju filozofije in širše kulture so pa pravzaprav lahko rečem kolega Igor Škamperle in jaz nekje skoraj orala ledino 20-25 let nazaj in to zdaj ne govorim zaradi nekaj samohvale ali Bog večesa, ampak zato, da opozorim na nekatere stvari, ki so izšle in ki mogoče bojo zanimale mlade ljudi. Predvsem bi tle omenil 3 knjige. Prva je zbornik renesančne mitologije, ki je šel nekje proti koncu prejšnjega stoletja v zbirki Poligrafi pri takratni založbi Nova revija, ki sva ga uredila skupaj z Igorjem. Drugo knjigo, ki bi opozoril na njo, je knjiga Magična renesansa od kolega
Škamparleta, ki je šla nekoliko pozneje. In tretja knjiga, v kateri vas tudi osebno vabim k branju, je moja knjiga o renesančni lepoti. Mnogo je bilo rečeno, poslušali smo čudovito renesančno glasbo in hvala tudi v mojem imenu vsem trem izvajalcem te krasne glasbe. Torej, ta moja knjiga o renesančni lepoti je šla pri Cankarjevi založbi leta 2004, ne, in v njej tudi sem pisal o Marsiliju Ficinu, knjiga je napisana v dialogih, tako da je to tudi recimo dostopno, ne samo recimo študentom, ampak tudi dijakom, podobno kot je napisana v zelo lepem slogu in odprtem svetu, da tako rečem, Igorjeva knjiga Magična renesansa. Tako torej še enkrat čestitke vsem in zahvala vsem vam kolegom, kolegicam, ki ste to omogočili tudi današnji večer in nasploh te nagrade. Hvala. Vero, zelo bistveno oznanilo, če smem tako reči, in povabilo, ne bi bilo slavja, ne bi bilo veselja, če ne bi ostali zvesti slovenski kulturni tradiciji. Zunaj nas čaka kozarček, da bomo nazdravili našim nagrajencem, našim umetnikom in drugemu, da smo veseli, da vendar obstajajo oaze v Sloveniji in tudi v Ljubljani, ker misel in lepota zmagujeta. Vsem lepa hvala in še lep večer naprej.